Aleks Pihler, za nami je ne najboljši september, vendar na koncu vseeno zmaga tukaj proti Aluminiju in vsaj malce lepši izgled na lestvici in tretje mesto. Ja, zagotovo je pomembno, da smo zdaj premagali Aluminij, dobili te 3 točke in ponovno prišli na tisto tretje mesto, ki smo ga že en čas zasedali predtem. Ja, ne najboljši september, tisti poraz v pokalu, zagotovo pustil malo posledic. 2 nesrečni zmagi, sicer tista proti Muri, ko smo bili boljši nasprotnik, in pa potem proti Olimpiji še, tam smo pač prikazali malce slabšo igro, ampak dobro, zdaj smo spet nazaj in upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Poleti ste prišli v Domžale, odigrali ste že 5 tekem, nazadnje proti Aluminiju, prvič vseh 90 minut. Ko ste se znašli tukaj v Domžalah? Ja, lepo je, ko ti trener nameni malce več pozornosti, da ti priložnost, da se dokažeš. Jaz se trudim, da to izkoristim in upam, da mi uspeva. Sedaj vas čaka pot na Bonifiko, Kopru, neposredni dvoboj, če pogledamo lestvico, težak obračun na Bonifiki. Ja, res je, Koper je takoj za nami, tako da ta tekma odloča, kdo bo više na lestvici. Ne vem, mi gremo spet z istim ciljem na to tekmo, da pokažemo, da ta zmaga ni bila naključje in da ponovno osvojimo 3 točke. Po Kopru vas čakajo reprezentančne obveznosti v reprezentanci do 19 let, kvalifikacije in 3 tekme. Kaj pričakujete? Ja, želimo si uvrstitve v Elite Round. Zagotovo bo ta teden zelo pomemben za nas 5, ki prihajamo iz Domžal, saj je tu veliko priložnosti, da se dokažeš tudi širše. Tako da pričakujemo dobro igro, da se izkažemo in pač da dosežemo rezultat, ki si ga želimo. Kako je v reprezentanci, ko imate ob sebi še 4 soigralce in vas je kar 5 iz domžalskega kluba? Zagotovo je lažje, saj se poznamo že tukaj, skupaj treniramo veliko. Tako da mislim, da je to samo ena dobra stvar, da se tam še boljše razumemo na igrišču, da veliko lažje. Super, najlepša hvala, srečno. Hvala.